Kimetsu no Yaiba gremo gledat v VR. Pa ne, zdaj le v Sloveniji, pa no. Ja. Jaz sem definitivno šel. Verjamem, da Upam, da bo polno pač dejansko. Po mojem, da bo. Jaz ne poznam tega. Demon Slayer. Aj, Demon Slayer. Marko, predstavi, kaj se dogaja, si smo na dobri točki. Sprav, Demon Slayer oziroma Kimetsu no Yaiba aprila prihaja z novo sezono, Hashira Arc. Ne, tokrat, veš, kako cool, nadaljuje se dejansko. Za namen promocije te nove sezone so odločili narediti tak tour show, po vsem svetu. Se pravi, da po vsem svetu bojo predvajali, mislim, da prvi 2 epizodi tega arka. Amerika, Evropa, Azija in bo lahko šel v kino na specifičen dan in pač pogledal. In da bo šel. Čakaj, ne bo že februarja. Spravi, roadshow se bo dogajal februarja, marca, I think, in med drugim bo tudi v Sloveniji presenetljivo. V Sloveniji bo 22. februarja. I'm sold, Ne, mislim, izkušnja ogleda anime je pač precej redka v Sloveniji, tako da... Pa ne samo to je dejansko nadaljevanje, nova epizoda, ki še ni obstajala. Ark, dobesedno novi, v kino, v Sloveniji. Ni še bilo... Ni, to bo izkušnja sveta. Jaz sem bil kar šokiran, ker sem postno objavil, kje bo ta show, ne. Pa sploh še nisem videl, da je bil na slovenski distributerju. Vem, ko misliš, pa slovenski distributer je naznano prvi novico, da ima pač licenco. Ampak jaz sem čist drugi najprej prebral, pa tako bil Slovenijo mes. Vem, kje si prebral si na Crunchyrollu. Ja, možno bo, ja. Pa sem zasmejal, kaj Slovenija spet noter piše, ki tako šlo bomo imeli. Crunchyroll je dal celotno listo držav, ker se bo to predvajalo. Potem sem pa začel googlati, ali bo to dejansko v Sloveniji, ker so imeli na listi Slovenijo. In sem našel Facebook stran od distributerja, ki je en dan prej objavil, Demon Slayer, in imel samo en like. Potem smo začeli prek Sloanimeja itak to promovirati in pisati tudi distributerju in je bil, to se bo dogajalo. Potem smo pa začeli pisati še kinematografom in so tudi kinematografi v naslednjih dneh začeli objavljati to novico. In očitno so Cineplex, naš največji kinematograf, in Kinobox oziroma Maribox. Oboji bojo dejansko predvajali 22. februarja, ampak to bo samo na ta specifičen dan. Sej to, to je treba vnaprej kupiti. Trenutno karte še niso na voljo, ampak upam, da bojo kmalu, ker je manj kot en mesec še. Zdaj bo še februar mesec. Upam, da bo imel vsaj več terminov, kjer boš lahko šel. Ker če bo samo en termin, to bo pač... Ne, to bo razprodano. Mislim, to morajo iti vsi geeki, vsi anime fani v Sloveniji na to zadevo. Če nisi fan anime, to je tak anime, ki je... Ne, moraš, ker to je nadaljevanje, to moraš vedeti, zakaj si tu na tej specifični točki. Animacija. Ja, se to. Tako da, kdorkoli še ni gledal, hoče to gledati, ne gre gledati prvo sezono naprej. Prve 3 sezone. Kot ne gledam, meni imajo Demon Slayer incredible story. Top. A res? Ja, jaz sem že prebral celega Demon Slayer. Kaj si greš spoilati, kaj je z vami narobe? Zakaj? Hotel sem zgodbo vedeti, kako se nadaljuje. Sej pri Demon Slayerju, dajmo biti... Ne, ni tako dobra zgodba, ni tako dobra. Ne, dajmo biti, pa zgodba je okej. Ja, okej je. Oh my god, it's made! Ne, veš kaj je pač fora, pri Demon Slayerju dejansko ga pač nese animacija. Ja, animacija presepla. Animacija ga nese. Ni tako zgodba. Pač zgodba je v redu, ampak zakaj je Demon Slayer tako popularen, postoji pač zaradi animacije, ni zaradi zgodbe tako popularen. Animacija, glasba. Glasba je tudi. Ok, te pa vsaj to? A bo kakšen veliki dober fight? Bodo še. To je se splača, Ne bo, zdaj bo sem Farmland. Jaz se veselim Upper One. Mene pa je njegova zgodba, seriously. Zelo zanimiva zgodba, sam tako rekel. Zakaj izgleda kot foter od njega, kaj zakaj? I wonder, ne, sej. Tako da ja.